Lep pozdrav, eno kratko poročanje z včerajšnje mednarodne konference. Namreč Švedi so organizirali konferenco za mialgični encefalomelitis, se pravi sindrom kronične utrujenosti, in sicer je bilo prisotnih kar nekaj tujih zdravnikov, ki so bili od švedskih do nizozemskih, iz Južnoafriške republike, iz Amerike se je eden javilo, skratka, bilo jih je kar nekaj. In imam ene zelo lepe in vesele novice. Saj veste, naše društvo si zelo prizadeva, da bi te tri bolezni različno obravnavali. Namreč mialgični encefalomelitis ni isto kot fibromialgija, niti ni isto kot izgorelost, burnout. In tukaj na tej konferenci se je potrdilo vse, kar jaz že leta govorim, namreč, da je mialgični encefalomelitis sigurno endotelijska disfunkcija in da je isto kot long covid. Zelo poudarjajo endotelijsko disfunkcijo in tudi mikrovaskularno disfunkcijo. Skratka, oni so prišli do ugotovitev, da je problem v kapilarah, da je problem cirkulacije, da je problem hipoksije. Vse to, kar sem leta govorila, so dokazali. Res sem vesela tega, sicer še ne znajo stvari ustrezno zdraviti, so pa poleg tega povedali tudi, da je lahko problem tudi z gosto krvjo oziroma z nastajanjem mikrostrtkov, o čemer smo tudi veliko govorili, ne. Tako da ponovno poudarjam, kadarkoli imate kakršnekoli težave, da slučajno vas duši, ali pa da težko dihate, ali pa da imate skalo na srcu, ali pa da vas boli ozadje, da vas čeljust boli, ali pa take podobne stvari, morate iti zdravniku, morate zahtevati preiskave za troponin in didimer. So pa na tej konferenci tudi zelo poudarili povezanost posturalne ortostatske tahikardije, se pravi podca, lahko bi bila tudi ortostatska intoleranca. Zelo so poudarili, da so te stvari povezane, da so povezane z mialgičnim encefalomelitisom. Pri nas je zelo težko dobiti ta test, oziroma ga dobite test z nagibno mizo, vendar so kriteriji tako visoko postavljeni, da včasih lahko to tudi imate, pa vam tega ne priznajo čist točno tako, kot bi bilo potrebno. Je pa vseeno fino, da greste na ta test, da si izborite test avtonomnega živčevja z nagibno mizo, če vam utrip zelo skače, a ne, če je pač velika razlika med utripom stoje in utripom sede. Tako da vidite, ni problem v medicini in v znanosti. Znanost marsikaj odkrije, problem je, ker se teh stvari potem, ko ne razumejo, zakaj neka stvar je, ne razlaga čist pravilno. Še vedno niso prišli do tega, kaj naj bi to bilo. Moje osebno mnenje je, da je kriv encimski manko, zato tudi te intolerance. Tudi govorili so o antihistaminikih kot možni rešitvi, se pravi, oni vejo, da gre za neke intolerance, niso pa še prišli do zaključka, da je to problem encimov, manjka encimov in vezivnih tkiv, vendar sem prepričana, da smo na dobri poti, ker sem precej o tem govorila tudi v naši EMEI, evropski organizaciji, tako da verjamem, da bomo tudi do tega prišli. Zaenkrat še niso, ampak se mi je pa zdelo prav, da vas obvestim, kaj se dogaja na polju mialgičnega encefalomelitisa v Evropi. Še kaj več, ko bo kaj več znanega, medtem se pa držite in lepo bodite.